Mladi fantje so se pripravljali na oblikovanje partizanske čete in izvajanje diverzantskih akcij. Imeli so orožje, imeli so razstrelivo, imeli so vse, torej pripravljeni so bili na akcijo proti Nemcem. Žal, bili so izdani. Po zaslišanju v krškem zaporu so jih Nemci odpeljali v gozd in ustrelili, čeprav ti mladi ljudje niso uspeli uresničiti še nobene od namer. Zgleda, da so se Nemci strašno bali upora Slovencev oziroma teh domačinov, zato so naredili to tako grdo, krvoločna akcija, rekel že na samem začetku. Prve krške žrtve so zelo pomembne za razvoj antifašizma v regiji, je dejal slavnostni govornik Milan Gorjanc. Zanetili so iskro upora v Posavju. 28. oktobra je oblikovana brežiška četa. V začetku novembra je na Bohor prispel prvi štajerski bataljon. 1. novembra so partizani novomeške in okronoške čete napadli Bučko. Prav je, da takšna dejanja ne utonejo v pozabo, pravijo v Združenju borcev za vrednote NOB posavskih občin, ki z medsebojnim sodelovanjem skrbijo za ohranjanje vrednot in ohranjanje tistega dela borbe slovenskega naroda, ki se je pokazal v zgodovini kot najbolj plemenit, kot najbolj državotvoren, kot tisto, kar je Slovence pripeljalo konec koncev tudi ob bok zmagovalcev druge svetovne vojne. Kulturni program so oblikovali pevca Damjana Mlakar in Bojan Kaplan ter harmonikar Adolf Moškon.